Kakšno je danes stanje na področju zgodnjega odkrivanja in zdravljenja virusnih hepatitisov? Vemo, da je pandemija COVID pustila težko breme pri številnih boleznih, pri zapoznelih diagnozah. Mnogi bolniki še danes čakajo. Kako je pri vas? Davek COVID-19 na področju virusnega hepatitisa v Sloveniji pravzaprav ni bil kaj posebno velik. Že takoj marca 2020 smo sprejeli prilagojene smernice obravnave tovrstnih bolnikov, katerih smo se tudi zelo striktno držali, se pravi od prerazporeditve prostora na varno lokacijo, če smem reči, do prerazporeditve kadra. In že v letu opazili pa smo seveda, da je prišlo do upada tako števila testiranj, kot tudi števila novih diagnoz hepatitisov B, predvsem pa C, in pa tudi števila zdravljenj. Vendar pa smo že v naslednjem letu, v letu 2021, ta primanjkljaj zelo pospešeno poskušali nadoknaditi in v letošnjem letu smo pravzaprav na zeleni veji. Česar pa ne bi mogli trditi za svet oziroma za Evropo. Projekcija svetovna je namreč pokazala, da eno samo leto izpada aktivnosti proti eliminaciji virusnih hepatitisov povzroči skoraj dodatni milijon novih okužb letno, presežek 45 tisoč smrti letno in presežek 75 tisoč rakavih obolenj letno. In od vseh virusnih ali pa infekcijskih bolezni je pravzaprav prav virusni hepatitis v svetovnem merilu bil najbolj prizadet, tako glede odkrivanja kot tudi zdravljenja, predvsem tudi in najbolj testiranja v skupnosti. Torej bi tudi v tem primeru lahko rekli, da je Slovenija vzorčni model dobre prakse na tem področju? Letos beležimo že 25. obletnico strategije obravnave virusnega hepatitisa C. Najbrž smo bili eni med prvimi. Svetovna zdravstvena organizacija je to spodbujala svoje članice šele po letu 2016, ko so prišla na tržišče nova na virus neposredno delujoča zdravila, in naši podatki so najverjetneje žetev vseh teh 25 let. Kako pa je danes z odzivnostjo na testiranje, ki je brezplačno in anonimno? Mi imamo že več kot 25 let možnost anonimnega in brezplačnega testiranja, sprva na HIV, potem tudi na virusa hepatitisa B in C. Tudi ta aktivnost je v času pandemije v prvih nekaj mesecih malo zastala, ampak potem seveda smo jo prilagodili in dejansko odzivnost na testiranje je zelo dobra. To vrstno testiranje se odvija vse leto, je na voljo vse leto. V tem tednu bodo na voljo še dodatni termini. Ja, to je res. Vsako leto, in to že 16 let, infekcijska klinika v sodelovanju z Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo medicinske fakultete, z Društvom bolnikov z virusnim hepatitisom Slovenija HEP in z študenti medicinske fakultete z projekta Virus organiziramo posebno akcijo brezplačnega anonimnega testiranja, brez napotnice, brez kartice zavarovanja, brez naročanja, z možnostjo zdravnika, ki tam svetuje. In vsako leto so bile te akcije zelo dobro obiskane. Z veseljem pa pravzaprav povem, da v zadnjih 2 letih v teh akcijah nismo odkrili nikogar, ki bi bil pozitiven glede okužbe z virusom hepatitisa C, tako da morda je v splošni populaciji tudi to žetev 25 let. Pri nas so na voljo vsa sodobna zdravljenja za hepatitis, pa vendar me zanima, se na tem področju obetajo tudi kakšne novosti? Glede hepatitisa C sigurno ne, kajti kar smo želeli, smo pravzaprav dobili, to je epohalno odkritje, prva kronična virusna bolezen, ki je povsem ozdravljiva. V bodočnosti se sicer obeta nov način uporabe tega zdravila, se pravi za podkožno dajanje nekakšen depo, ki bi dolgo deloval in bi morda potrebovali zgolj eno injekcijo podkožno, morda eno na mesec, skozi 3 mesece, tega še ne vemo. Ampak to je bodočnost. Trenutno smo zadovoljni s tistim, kar imamo, saj zdravila nimajo kakšnih posebnih stranskih učinkov v obliki tablet in so izjemno učinkovita. Glede hepatitisa B je pa stvar drugačna. Hepatitis B je zdravili dobro obvladljiv, ni pa žal ozdravljiv, tako da ta trenutek je to vroča tema v razvoju vseh tehnoloških in znanstvenih raziskav, tako da tisto, kar si v bodoče obetamo, je pravzaprav učinkovitejše zdravilo za hepatitis B.
Bolniki s hepatitisi so pravzaprav tudi v skupini bolj ranljivih, predvidevam, za katere je cepljenje proti težki obliki bolezni COVID še toliko bolj priporočljivo kot nasploh prebivalstvu. Je odzivnost teh pacientov dobra, sledi strokovnim priporočilom? Prav vesela sem tega vprašanja, namreč Slovenija je že takoj pravzaprav izdala priporočila za cepljenje določenim bolj ranljivim skupinam, v katero sodijo seveda tudi bolniki s kroničnimi jetrnimi boleznimi, seveda tudi bolniki s kroničnim hepatitisom B in C. Je pa tudi Evropsko združenje za bolezni jeter močno priporočilo tovrstno cepljenje za bolnike s hepatitisom B in C. Naše izkušnje so zelo dobre. Moram reči, da moji, če smem reči, bolniki, ki jih sama vodim, so praktično skoraj vsi precepljeni glede COVID-19. Seveda pa so vedno tudi taki, ki imajo odmik od priporočil. Samo še kratko vprašanje. Zakaj apel prebivalstvu nasploh, posebno pa tistim, ki ocenjujejo, da bi se v preteklosti lahko okužili s katerim od virusov hepatitisa, naj se vendarle testirajo in s tem preprečijo številne zaplete, ki bi sicer lahko sledili? No, letošnji poziv je ne morem čakati ob svetovnem dnevu hepatitisa, vendar to velja za številne tiste po svetu, tudi v evropskih državah, ki sploh nimajo dostopa do testiranja ali zdravljenja, ki so bodisi stigmatizirani ali celo diskriminirani zaradi te diagnoze. V Sloveniji je stanje čisto obratno. Pri nas je slogan pravzaprav zdravniki ne moremo čakati. Zaradi tega osveščamo in informiramo javnost, kajti zgodnje odkritje okužbe pomeni takojšnja možnost zdravljenja hepatitisa C, preprečitev koznih zapletov, kot so rak na jetrih, odpoved delovanja jeter, številne resne zunajjetrne manifestacije. Torej na vsak način, koga vabimo vse, ki so imeli kakršenkoli dejavnik tveganja kadarkoli tekom življenja, ampak vedeti morate, četrtina naših bolnikov ne ve za kakšen tak dejavnik tveganja iz preteklosti, torej tudi nepojasnjena zdravstvena stanja, izrazita utrujenost, nepojasnjene bolečine v sklepih, mišicah, težave s prebavili in tako dalje. Vse to pravzaprav naj napoti posameznika k testiranju. Pravzaprav ne bi škodilo, če bi se za to vrstno testiranje odločil vsakdo med nami, ki ga spreleti vsaj drobec dvoma, kaj ne? Absolutno. Dvom je najboljši kazalec v tem primeru, vendar pa se Slovenija zaenkrat ni odločila za splošno testiranje javnosti, kajti vedeti morate, da je zadnja raziskava, pred 14 dnevi smo dobili podatke, pokazala, da imamo v Sloveniji verjetno še nekaj nad 1000 okuženih, se pravi, toliko jih moramo še poiskati in nekako pozdraviti. To sigurno ne bi upravičevalo celotnega testiranja za splošno populacijo, ne? Tako da resnično kakršenkoli dvom takoj testirati.